Torej, tehle 42 kabinetnih 5 razredov više, vemo, da ste v vašem kabinetu se tega odpovedali, pa vendar zdi se, da se ostali ministri temu ne nameravajo odpovedati. Hkrati je gospod Štrukelj, njegov prvi komentar včeraj je bil, da je to nedopustno in da ga zanima, kako boste vi kot premier sindikatom javnega sektorja razložili teh 42 povišanj za te ljudi. Pa me zanima, kakšen je vaš odgovor, gospod Štrukelj. Hvala. Glede, najprej, pa ne to ne zveni kot neko opravičilo, ker ga ne čutim dolžnost, ki ga dal, neko pojasnilo, ki sem ga pa dolžen. Ko se običajno govori o 100 dneh vlade, miru nove vlade, se običajno s tem ne mislijo nek poseben odpustek novi vladi, zato da uživa v lepotah dejstva, da je dobila mandat, ampak da se organizira. Drži? Lete, danes smo približno 60 dan in v tem času poskušamo, ob tem, da smo se znašli na enem valu gospodarske in finančne negotovosti in da moramo ukrepati in procesirati celo vrsto stvari, hkrati tudi organizirati. To morate razumeti. V tem smislu je na začetku mandata vodja mojega kabineta sprejela odločitev, da se za 5 njenih uslužbencev poviša za 5 razredov plača. V luči dogodkov, tudi po posvetu z menoj danes, se odločila predlagati, da s 1. februarjem ta odločitev ne velja več in da se vrnemo nazaj. Zavedajoč se, da so obremenitve mojih sodelavcev zelo velike, plače pa niso. To moram priznati. Za delo, ki ga upravljajo, to sem vam enkrat že dejal. Za delo, ki ga upravljajo moji sodelavci, niso dovolj plače. Jaz se tega zavedam. Vendar, če bi sedaj rekel, da jih moram dodatno nagraditi zato, ker vem, da delajo bistveno več, kot so dolžni, potem pravzaprav jaz kot glavni pogajalec, ne samo sindikati javnega sektora, ampak tudi, ko bomo kot tretja stran sodelovali v pogajanjih med delodajalci in delojemalci v realnem sektorju, pravzaprav ne bi imel neke, kako bi rekel, moralne pogajalske pozicije, da bi lahko pri vseh apeliral na to, da dosežemo nov dogovor o plačnih razmerih, ki bo finančno vzdržen in ki bo razbremenil gospodarstvo in mu dal zalet za to, da bo imeli in ta delovna mesta, ki so konkurenčne, ne bomo odpirali nove, razumete? Zdaj, ministri seveda danes niso mogli to odločitve sprejeti čez palec, se morajo nenazadnje posvetovati s svojimi zaposlenimi in na njih je, da se odločijo kako ravnati. V mojem kabinetu smo ravnali, tako pojasniti. Zdaj, ker je tukaj, da ne bo gospod Škrlec čakal preveč, ne povem, kaj je bila tudi ena izmed tem in verjetno vas bo zanimala, pa se vam zahvaljujem za vašo pozornost, državni sekretar. Predlog za sporazumno prekinitev sodniške plače bo to stvar, ki je sicer zanimala in vas prosim, če ste to prijavili, da poveste, kaj smo se zanimali. Hvala lepa. Kot je že povedal premier, je vlada danes na seji sprejela izhodišča za odpravo nesorazmerij plačnega sistema funkcionarjev v pravosodju, predvsem sodnikov, za Ustavo Republike Slovenije. Rešitve, ki jih bo potrebno iskati, bodo morale ostati v okviru razpoložljive mase plač, ki je na razpolago za sodnike. Hkrati pa bodo rešitve morale ostati v okviru enotnega sistema plač v javnem sektorju. Nalogo, da poiščejo te rešitve, sta dobili Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za javno upravo, ki boste skupaj z Ministrstvom za finance pripravili predlog te odprave teh nesorazmerij. Sredstva za odpravo nesorazmerij bomo iskali znotraj odprave variabilnega dela plač sodnikov in preditvijo teh sredstev v fiksne sodniške plače. Po drugi strani bomo iskali možnosti za spustitev novih sredstev tudi v proučitvi sistema rednih napredovanj, ki so sedaj za sodnike relativno obsežna in v morebitnem zmanjšanju števila teh napredovanj. Dodaten prostor za ustvarjanje prihrankov vidimo tudi v tem, da je Ustavno sodišče jasno opozorilo na neskladje med višino plače, ki jo prejemajo predsedniki in podpredsedniki sodišč in plačami ostalih sodnikov, ki nimajo teh funkcijskih plač. Vlada bo na podlagi teh sodišč svoj predlog sodnikom predstavila predvidoma februarja in takrat seveda od njih pričakujemo tudi prve odzive. Ni več poudariti, da računamo, da bo takrat sodniška stavka prekinjena, saj se je strokovni odbor slovenskih sodnikov zavezal, da čaka konkretno ponudbo vlade. In kot se povedal, ta konkretna ponudba vlade bi morala biti narediti v februarju. Vlada je oblikovala svojo skupino za usklajevanje te plačne problematike in Ministrstvo za pravosodje je tudi že pozvalo predstavnike
Vrhovnega sodišča, sodnega sveta, stavkovnega odbora slovenskih sodnikov in tudi Slovenskega sodniškega društva ter Društva državnih tožilcev in pravopravilstev, da predlagajo svoje predstavnike v pogajanja oziroma v usklajevalni proces, ki bo potekal s to usklajevalno skupino vlade. Gospod Škrlec, če boste ostali v okviru iste mase, torej kdo bo pridobil, kdo bo izgubil, ali se ta razmerja rušijo, vemo, da je prejšnja zakonodaja dala največ začetnim okrajnim sodnikom, ali se ta razmerja zdaj kaj rušijo? Razmerja, ki trenutno veljajo, so neustavne. To je ugotovilo Ustavno sodišče. Ustavno sodišče je v svoji odločbi jasno povedalo, da je nesorazmerje med začetno sodniško plačo in začetnimi plačami funkcionarjev drugih vej oblasti preveliko. To pomeni, da tukaj ne bo možno korigirati navzdol, tečemo navzdol. Po drugi strani je Ustavno sodišče v svoji odločbi tudi jasno opozorilo, da je po drugi strani nesorazmerje med najvišjo sodniško plačo in najvišjo plačo drugih vej oblasti zopet preveliko. Tako da bo tudi tukaj potrebna korekcija zopet ne navzdol, ampak navzgor. Za te korekcije bo seveda potrebno sprostiti neka rezervna sredstva v okviru obstoječe mase. Tukaj imamo mi načrt, kot sem že povedal, iskati prihranke znotraj odprave teh variabilnih delov, znotraj redukcije števila napredovanj, kar ne pomeni nižanja teh razredov, ki so na razpolago, ampak zmanjševanje števila napredovanj. Istočasno pa seveda, in to je tudi za obseženo v sodiščih, bomo iskali organizacijske rešitve znotraj pravosodnega sistema v smislu, ali je res potrebna taka obsežna sodniška struktura oziroma tako obsežna sistemizacija sodniških mest. Se pravi zniževanje? No, to bomo proučili. Prav razumem, torej bi se prvi najnižji plačni razred dobil, da je višji, bo višji. Ja, res tega si tako predstavljam uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča. Pa potem predsedniki sodišč in podpredsedniki pa nižanje. Tukaj ne moram konkretno govoriti, dejstvo pa je, da je Ustavno sodišče opozorilo, da je to razhajanje trenutno preveliko. Tako da tukaj bo treba zadeve spraviti skupaj. Istočasno pa opozarjam, kot sem že povedal, da bomo iskali tudi organizacijske rešitve znotraj sistema sodišč, torej bolj racionalno ureditev sodniške službe oziroma sodišč, organizacije sodišč nasploh in preučitev potrebnega števila sodnikov. V Sloveniji imamo najvišje število sodnikov v Evropi na prebivalstvo. Ali ta denar, to je zadnje vprašanje, še koji 3 milijone, ki je bilo obljubljeno še v času ministra Šturma za nagrajevanje dodatnega povečanega obsega dela v upravi za ostanko, ali ta denar je? Zdaj to vprašanje je mogoče ničkaj preveč konkretno. To bo potrebno videti v konkretnih izračunih. Jaz računam, da tisto, kar je bilo namenjeno za maso plač, bo na razpolago tudi v prihodnje. Hvala. Še kakšno vprašanje za državnega sekretarja? Ja, obete za prekinitev stavke. Imate kakšne obete? Ja, kot sem povedal, jaz pričakujem in na ministrstvu smo tukaj kar enotnega mnenja, da bi bilo zelo primerno, da sodniško stavkovni odbor slovenskih sodnikov prekine stavko vsaj takrat, ko bo prejel konkretno ponudbo vlade, kar sem že povedal, po februarja predvidoma se bodo s tem izpolnjeni pogoji, ki so jih oni sami postavili v svojem odgovoru na prvi poziv ministra za pravosodje pred časom, v lanskem letu, pa so takrat ocenili, da ta prvi poziv ni bil dosti konkreten. Naslednji predlog bi te pogoje izpolnili in pričakujem, da bo takrat stavko.